Dober dan. Poglejmo, kako seštevati ali odštevati dva algebrska ulomka, ki ju moramo prej razstaviti. Ponavadi je zadosti razstaviti imenovalce, ker itak števce bomo pomnožili. Razen v primeru, ko se da krajšati že ulomek v začetku, ampak navadno ne dobite tako. Se ga ne da krajšati. Torej, razstavimo samo imenovalce. In tukaj bomo videli tudi en poseben primer, na katerega moramo biti pozorni. Sedaj, x na drugo minus 2x minus 15 se da razstaviti z Vietovim pravilom. Moramo dobiti dve števili a in b, taki da a krat b je minus 15 in a plus b je minus 2. Naprimer, torej, poglejmo, minus 15 je naprimer minus 3 krat 5 ali minus 5 krat 3 ali tudi minus 1 krat 15, minus 15 krat 1. Sedaj poglejmo s plusom, katero nam gre prav. Minus 3 plus 5 je plus 2, ni prav. Minus 5 plus 3 je minus 2, prav to, kar smo iskali. Torej, iskani števili sta minus 5 in 3. Torej, ta imenovalec bomo razstavili kot x minus 5 krat x plus 3. Prepišemo števec. Sedaj, 5 minus x je prve stopnje, se ne da razstaviti, torej ga prepišemo. In prepišemo tudi števec, tukaj 2x minus 1. In sedaj moramo biti pozorni, ker tukaj zdaj nas zanima, kateri bo skupni imenovalec. Imamo x minus 5, x plus 3, 5 minus x. Se zdi, da so vsi različni, moramo dati vse. V resnici ne, na to moramo biti pozorni. X minus 5 in 5 minus x, v resnici sta si nasprotna izraza. Torej, x minus 5 je minus 5 minus x. Ali obratno, 5 minus x je minus x minus 5. Če niste prepričani, minus spremeni predznake, minus 5 plus x. Je kot tukaj. Tukaj minus x plus 5. Je kot to. Torej, enega dobimo drugega, s tem, da pomnožimo z minus 1. Torej, bomo spremenili ali tega. Recimo, da spremenimo tega. Torej, prvi ulomek, kar prepišemo. 3x na drugo plus 10x plus 3 ulomljeno x minus 5 krat x plus 3. Sedaj, torej tukaj namesto 5 minus x bomo dali x minus 5. Ampak vse moramo dati tudi en minus 1. In ta minus 1 lahko gre od spredaj in torej ga lahko damo sem. Če bi že pisalo tukaj minus, bi spremenili v plus. Prepišemo 2x minus 1. Sedaj, damo na skupni imenovalec, ki bo x minus 5 krat x plus 3. Sedaj, ker ta imenovalec je isti kot skupni imenovalec, bo isti tudi števec. Torej števec, kar prepišemo 3x na drugo plus 10x plus 3. Sedaj, ker je ta minus, damo minus. In sedaj pomislimo, x minus 5, s čim ga moramo pomnožiti, da postane ta skupni imenovalec? Ga moramo pomnožiti z x plus 3. Torej damo x plus 3, ki pomnoži števec, ki je že bil 2x minus 1. Torej, prepišemo imenovalec x minus 5, x plus 3. Te prve člene prepišemo 3x na drugo plus 10x plus 3. Sedaj,
moramo napraviti množenja tukaj, samo si še pustimo oklepaj, ker imamo ta minus od spredaj. Zaenkrat še pustimo oklepaj. X krat 2x je 2x na drugo. X krat minus 1 je minus x. 3 krat 2x je 6x. 3 krat minus 1 je minus 3. Sedaj prepišemo imenovalce. Prepišemo imenovalec. X minus 5 krat x plus 3. Tukaj odpravimo oklepaj. Prve člene prepišemo 3x na drugo plus 10x plus 3. Sedaj minus spremenil se pred znake. Minus 2x na drugo plus x minus 6x plus 3. Sedaj seštevamo, prepišem preimenovalec. Seštevamo po potencah 3x na drugo minus 2x na drugo. 3 minus 2 je 1 in bi bil nx na drugo. To je napišem x na drugo. Da je x 10 plus 1 minus 6 je plus 5x. Plus 3 je plus 6. Ko pridemo do te točke, če se da, razstavimo tudi števec. Zato da vidimo, če se da krajšati z imenovalcem. Tukaj imamo spet dvieto pravilo, samo tukaj je lahko, ker imamo a krat b je 6, a plus b je 5, se naredi kar na pamet. Iskreni števili sta 2 in 3, 2 krat 3 je 6, 2 plus 3 je 5. Torej, števec razstavimo kot x plus 2 krat x plus 3. Imenovalec prepišemo. Sedaj se krajša x plus 3 z x plus 3 in končno dobimo x plus 2 ulomljeno x minus 5. In smo dobili. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.